tretji dan, vstajenje. Martin Luther se je tega zavedal. Križ je postavil v središče. Prvi kristijani pa so se celo kot verniki na začetku tega križa sramovali. Zgodovina pravi, da so križ nadomestili z drugimi znamenji. Z dobrim pastirjem, figuro dobrega pastirja, z ribo, znakom ribe, ihtus, sidrom, s čolnom, z jamborom. Kajti križ, ki je Božji megafon, s katerim Bog kliče in prebuja zaspano človeštvo. Ali pa kot je kasneje zapisala cerkev, da je bil križ dvignjen v zrak, da tudi zrak razkuži. Kajti v zraku se bije bitka med dobrim in zlom, med sovraštvom in ljubeznijo, med lučjo in temo.